dreams to remember. Many, many dreams, hard dreams and bad dreams to remember. A dream one day I want to be with you, but you were so far away, an airplane couldn't reach you. But I dreamed that you got the message, but you still wouldn't come to see me. That's why I say I've got dreams, dreams to remember. Bad dreams, sweet dreams, bad dreams, sweet dreams. Dream one day we were walking down the street. Joe Blow come up to you and grab you away from me. I dreamed that you just turned away, walked on away with him, and that hurt me. That's why I got dreams, dreams to remember. Many, many, many dreams, dreams to remember. Bad dreams, sweet dreams, hard dreams, lovely dreams. Dreams to remember. Dream, yeah, to remember. Good dream, bad dream, sweet dream, yeah, I got to remember. Love dream, cold dream, all along, I got to remember. I've been crying all night, weeping and moaning, girl, yeah. Help me to remember. Sweet, sweet dream, yeah, girl, I got to remember. Take me away, take me away, take me away, Lord, I don't wanna remember. Take me all away, Dobro jutro. Sweet dreams. Imeli smo lepe sanje. Upam, da ste tudi vi kaj lepega sanjali, da ste se naspali v ponedeljkovo jutro, v nov teden, ki je med nami, ko bomo spet imeli mnogo dogodivščin, tako na strani 5. dimenzije, seveda kot na strani kaosa, 3. dimenzije, ki še vedno se trudi dokončati pač to, kar so začeli, pa vendarle jim drsi na debelo, na veliko. Predvsem to lahko opazujemo, ko gledamo ameriško limonado političnih volitev. No ja, ni limonada vse, kar vidimo, limonado predvsem terajo demokrati. Pa vendarle mnogi ljudje so že spregledali tudi v Ameriki, da tudi tisti zagriženi demokrati so rekli, stari moj, tole je pa overload, ne? In tale kamela nam ne bo dala vode, to je bo suša, ne? Tako da zdaj imamo tisto staro prerokbo, ko so rekli, da bodo kamele hodile po Evropi. Ne, malo se je zmotil Nostradamus. Kamele hodijo po Ameriki, ampak kamala nima nobene možnosti kamorkoli. Jaz sem vam že pred časom rekel, da Kamala sploh ni kandidat, ker ni rojena Američanka,
in ne more sploh kandidirati, pa kar kandidirajo, ja, pa se pa bomo pa vseeno. Pa ne moreš, stari, če piše v konstituciji, da ne moreš biti predsednik, če nimaš staršev rojenih v Ameriki in ti nisi Američan, pa ne moreš biti predsednik, ne. No, in zdaj ta cirkus vseeno, kar gledamo. No, in včeraj je ta informacija preletela pa mičkam bolj za zares ven, no, tako da upam, da se premaknejo stvari zdaj bolj vidno v kontekstu, čemu se sploh gremo mi kakršnekoli kampanjo, če pa je nemogoča. A ne? In tudi Trump je že napovedal, da tretje debate ne bo, in včeraj je tudi Kamala rekla, da ne bo se šla tretje debate. In torej, kaj to pomeni? Game over? Ja. Z druge strani prihaja čedalje več obvestil o EBS-u, čedalje več, opozoril, da zdaj pa je že res ura. Po drugi strani jaz nekako temu bolj tako verjamem, bo EBS, zazihar bo, ampak se mi zdi, da je nam Ata pa Beli klobuki pa Galaktiki, da so nam paštimali en tak lepši, mehkejši prehod, ipak prihaja do nekega velikega dogodka, torej big event, iako zdaj ventilirajo mnogi, že precej globoko dihajo, že zdaj brez da dogodek sploh pride, in dihalne vaje naj se začnejo. Upam, da ste vi kaj predihali v življenju že, kakšna svoja sranja, in da včasih tudi kaj zavestno podihate in na tak način vdahnete v sebe svetega duha. No ja, da se le umirite, da se le zavestno spravite k temu, da vdahnete in izdahnete v miru. To pomeni, da ste vsaj delno v miru, če sploh to lahko naredite. Mnogi ljudje so toliko v kaosu, da čisto plitko dihajo. Nikaj, mnogi opozarjamo, dajte ljudje se zbuditi, ne delati narobe, pa kar ljudje, kar gremo, jaz bom tudi če kar narobe delal. Mi se zdi tako fajn narobe delati, ne? Ampak ja, slej ko prej se bodo stvari obrnile na glavo in čas je, da se mi na to pripravimo. Mi zdaj imamo krasno priložnost, da se pripravimo na to, ko se bodo stvari še malenkost bolj zaostrile in zagostile. Všeč mi pa je, da se lepo gostimo na ponedeljkovo jutro na radiju Mega Srčnih, oddajamo na valovih megaherca, izključno na frekvencah srca, druge frekvence ne pridejo v poštev. Vsakega, ki pride sem, pa pravi, jo pa nismo na isti frekvenci. Ja, če smo na srčni, se štekamo, če pa nismo na srčni, smo pa takoj neke vrste sovražnik. Pa nismo, se govorimo o ljubezni, ne. Očitno bi nas radi še kaj poklali pa to, ampak smo pogruntali, da smo neuničljivi in da njihove besede nizkotne nas ne ganejo, prav nič nas to ne gane. Dobro jutro pa vsem vam, ki ste z nami 8 minut čez 7. Kristjan je z nami in pravi dobro jutro, pa Lea, enako, in Cegi, in Katja, in Jasminikus, in Simona, pa Romana Maze, pa Monika, pa Cegi pravi, da so ti všeč animacije, odlično, zato pa so. Zdaj imam pa Pikapolonico, tukaj je z nami Pikapolonica, na srečo se palimo, jebi ga. Ne, to sem se odločil, da bom mal pisano delal, zato ker imam kar nekaj stvari za na ta mikrofon natakniti, pa jih bom, zakaj pa ne. Pa lučka ne je, a ne, Pikapolonica, to mi je enkrat na gospa prinesla. Maja, praviš, dobro jutro ekipa in user 467, dobro jutro Matej in vse dobre dušice tudi tebi. Sajx pravi dobro jutro, pa idemo v nov teden, objem vsem dodaja Cegi. Toni, dobro jutro ob lih prav vroči kafici, odlično, tudi jaz imam glih prav vročo, glih prav dišečo. Pa tudi Boki, bom rekel Boki, pravi dobro jutro in lahko noč, ja, lepo spanje tudi tebi, če si iz nočne službe. In Kristjan in Lea praviš dobro jutro družba. Ja, dobro jutro vsem zbranim. V Sloveniji je pretežno oblačno, čeprav razumem, deževno pa zaenkrat nikjer. Kakšne so pa ceste, tudi na ceste lahko pogledamo, sej pa ja, vendarle znamo tudi ta podatek vam zbrati, če ste nekje na cesti. Upam, da nimate potrebe potem, da se kam pelete.
če pa se, pa naj vam povem, da je samo iz Štajerske pri Domžalah, malo se zagustilo, pa malo iz Dolenjske, tam pri Barju, okrog Ljubljane. Nekaj bi prebral, če bi bil na radiju, da se zaradi jutrnih konic pa je promet povečan na vseh mestnih vpadnicah v večja slovenska mesta, predvsem v Ljubljano. To taka je fraza, tako se je to bral. Skratka, vpadnice, obvoznica Ljubljana, to je malo gužve, drugače pa vse v redu, kamorkoli se že premikate. Upam, da se premikate z dobro voljo in da se po vas pretaka in migrira dobra, pozitivna energija od glave do srca in do peta. Dobro jutro vsem, sem vas pa zelo pogrešala, praviš user. Ojej, odkdaj pa, saj smo mi vsak dan tukaj. Tako da upam, da si nas ujela, vsak dan smo tukaj, tako da je pa res. Matej, sorry, jaz sem registrirana pod user in veliko številko, to nisem jaz. Kako naj pa zdaj jaz to vem, ne vem kaj si, tle piše meni user 46. Drugače pa stvar zelo enostavna, greš na aplikaciji TikTok, imaš tam čist na vrh, tako na vrh piše tvoja slika, pa piše deli profil, pa uredi profil in stisneš uredi profil, pa spremeniš ime. Napišeš Mitka, Joža, karkoli že pač si, ne vem kaj si zadej, oprosti, preveč vas je, da bi vas si zapomnil. Olga, Olga si, no pa Olga, pa napiš tam, da si Olga, nekaj se ti je zakvačkalo. Greš tam v uredi profil, tam zgoraj imaš. Tako da vsekakor dobrodošla med nami. Kako je to zdaj? Kako? Ja, tam greš na Facebook, na Facebook, na TikTok in imaš profil, desno spodaj klikneš domov, tam kjer je človeček narišen, desno spodaj je človeček, pa se ti odpre tam, kjer imaš ti svoje videe in od zgore je slikca, če jo imaš, verjetno jo nimaš. In od spodaj imaš deli profil ali pa uredi profil. To tam zrihtaš tik-tak-tok. Zato, ker to je tako narejeno. Novak Nik, tudi ti praviš dobro jutro in me veseli, da smo skupaj vsako jutro znova. Od 7 dalje se dobivamo po novem in naj vam povem iskreno, da sem prav z užitkom spal do 6:30. Nimam pojma, kako je to možno. Zelo zgodaj sem šel včeraj spat, po noč sem se zbudil za 1 uro in sem se gladko nazaj ulegel in gladko spal in globoko sanjal. Med sanjami lepimi sem imel tudi pravzaprav grozne sanje, grozne, pa čuno neke stvari iz preteklosti, misleč, da sem jih spucal, pa očitno jih nisem, sem še vedno prežet s tem nekim dogodkom preteklim. Zgleda toliko močno je bilo to za mojo dušo, da še vedno more ven spljuvati stvari, tako da sanje so v redu, fajn, stvari grejo ven, po drugi strani dobite malo vizije, malo upoglede in predvsem tisto, kaj je še za porihtati. Sanjati to pomeni, da kadar ste spočiti sanjate, kadar ste utrujeni ne morete sanjati. To je moja izkušnja, kadar sem fizično zelo utrujen, takrat nič ne sanjam. Kadar se pa jaz naspim in zaspim na nežno nazaj, takrat pa je zame sanjalno obdobje in sanjam na široko. No in med temi sanjami, kjer sem nekaj pucal, so priletele tudi take sanje o zelo lepi prihodnosti, zelo lepi norih dogodivščinah v prihodnosti in današnja tematika jim nosi naslov migracije. Mnogi ljudje se ukvarjajo z besedo migracije, ne? Ampak meni se zdi bolj všeč beseda grazie mila. Hvala lepa, je to v italijanščini, če imam jaz kaj prav v spominu. Ampak nekako so nam probali te migrante preterati sem gor, da bodo delali zdraho, nemir, kulturno in nacionalno mešanico, da bi nam ustvarjali neke vrste vojsko. Zdaj, ali je to vojska belih ali črnih, jaz ne vem točen. Meni delujejo vsi precej podobno kot neki kloni, ne? Nobene družine, nič, torej to niso migranti, to bi bila res bolj vojska, kot karkoli drugega. Ampak to je zmeda tridimenzionalnega sveta, ne?
To je zmeda tridimenzionalnega sveta, torej te migracije in mnogi probajo s temi migranti dvigati precej prahu, precej panike, koliko ti migranti so grozni, ovo. Zdaj jaz zelo probam široko gledati, pa vendarle o samih izgredih teh migrantov na našem področju nič kaj dosti ne zaznam. Lahko se motim, lahko da se marsikaj dogaja. Ujel sem pred časom, da se jih ljudje bojijo, zdaj a se jih bojijo zaradi lastne izkušnje ali zaradi tega, ker to trobezlačijo mediji, to ne bom diskutiral. Kar se mene tiče, jaz izkušenj z migranti nimam, pravzaprav pa po drugi strani pa živim med samimi migranti konec koncev že 30 let ali pa 40 let, ne, odkar se je dalo prehajati iz Jugoslavije v Slovenijo in tudi to so bili migranti, a ne? Ampak vse to so za moje pojme ljudje, ki so se asimilirali, no ja, eni še po 30 let govorijo tako, ne znajo še reči dober dan, ampak še vedno rečejo dobar dan. Zdaj, to zame niso asimilirani migranti, je v bistvu na nek način, bom rekel, nespoštovanje do našega jezika, ne, tako si ga jemljajo. Bomo sad mi napravili tu veliko v Sloveniji, bomo naredili zdaj tu mešanico Srbije, Bosne, tako bomo ponašali tle. Pa še radio so nam naredili, da nam samo našo muziko vrtijo, ne. To je tisto, kar meni malo tako, mojster, če greš v Nemčijo, barem guten tag se navadaš reči, ne, ali pa auf Wiedersehen, pa bitte schön, pa danke schön, ne. Ampak to tle našim južnim bratjem kao ni treba, ne. Pa vendarle smo vsi bratje in sestre, ampak ne, spoštovanje je predpogoj, da nam pokaže, kdo pravzaprav spada v naše bratstvo, a ne. Naš sovražnik je zelo nespoštljiv in tako da hitro prepoznaš, kdo je nespoštljiv, je pravzaprav tvoj sovrag. A ni to, čisto simpel, ne. Malo se imajo za neumnega, rečejo, šta jaz znam, nisem učijo. Ja, v finance si se pa učil, ne, tudi to nisi hodil v šolo, pa ti kar gre, ne, to, da se voziš bambajčkom, ne, to pa dobro znaš, kako se spomni obrazec za doklade in dodatke in te stvari, to pa jim kar gre. Pustimo, da ne bom šel preglobok, da se ne bo kdo name jezil, ker ni potrebe, tudi jaz se na nobenega ne, samo komentiram situacijo, a ne. Mal apropo temu, kar smo se včeraj pogovarjali, a ne, o tej naši narodnosti, o tej naši slovenskosti in naša harmonika je drugačna kot njihova harmonika, ki dela tili, ne, pač ni to ta ista harmonika. Dobar, migracije delajo ljudje zdaj matrica je želela z migracijami narode zmešati, nekako bom rekel tudi zabrisati, te bom rekel kulturne sledi, torej že selitve po Jugoslaviji so bile delna, ampak to je bilo minimalno, to ni bila taka strašna reč, nekje so želeli s temi arabskimi oziroma afriškimi državami nam zamešati naše, bom rekel, in kri, in korenino, in kulturo in tako, in temačnosti je bilo precej v interesu zabrisati sledi zgodovine, kaj pravzaprav v resnici bilo. Zdaj, včeraj smo se malo tega spominjali, pa še se bomo, vsako nedeljo bomo užigali naše korenine slovenske in slovanske in karantanske. Malo sem preveril, resnično smo bili karantanci leta 500, pravzaprav prvo združenje plemensko združenje. In mi se malo pogovarjamo tudi o tej plemenitosti, o plemenu, o tem fizično slovenskem prostoru, da je bilo kar neki plemen, po drugi strani, da smo plemeniti in imamo plemenite lastnosti človeka, a ne, kot tacga, in te lastnosti človekove so resnično plemenite. Po drugi strani se dostikrat pogovarjamo, smo pleme, da bi živeli kot pleme in tako kot se spodobi za pleme, ne pa za moderno družbo, ki je v bistvu uperjena in usmerjena v genocid, torej znotraj te naše plemenske skupnosti se je pojavil notranji izdajalec, več njih povezani med sabo in ti notranji izdajalci so se preko vzvodov stricev iz ozadja, torej same kazarske mafije, kabale, 13 najmočnejših družin, Rockefeller, vseh ne znam našteti,
preko vzvodov moči, torej religije, vlade in ostale možne organizacije, torej sodišča, policija in zdravstvo. Na tak način so skušali nad nami izpeljati končni genocid, kajti vedeli so, da je to še zadnji poskus, da se nas znebijo in zavladajo, pa so fejlali. Kar se mene tiče. Če bi bilo po njihovo, bi tlele nam policaji skakali pa nas uklepali vsakega, ki ni cepljen. Zdaj pa vidimo, da v bistvu probajo po televiziji reči, grozno je, virus bo. In ne verjamejo niti svojim besedam, tudi oni sami ne, in kako jim bomo mi verjeli, in itak so nas izdali že tolikrat, da zdaj je cajt, da se mi sami pri sebi rečemo, stari moj, tole pa ti teh bučk meni prodajal boš. Ne. Spet z druge strani se ugotavlja na ameriškem političnem parketu ista dogodivščina, da Kamala Harris, ki jo vprašajo, kako bi pa ti zmanjšala, ne, bom rekel, tole inflacijo, oziroma da bi bili stroški življenja nižji v Ameriki. Ona začne trobezlačiti, jaz sem bila rojena v srednjem razredu in moji starši so bili srednji razred. In potem sem jaz čakala na avtobus, ko smo šli v šolo, in potem dobili smo en puf in bili smo ponosni na ta puf. Ki smo ga dobili, pa smo si pa hiško naredili z tega pufa. Stari, ona proba ljudem dopovedati, da naj si vzamejo malo večji kredit, ne. Tako. Skratka, ona nima enega odgovora in to je značilno za narcizem, kjer mu postaviš vprašanje, ampak odgovora nema. Nema ni nekaj, kaj si... Ima. No, sem že jaz tudi nekaj izgubil, sem rekel, tole pa ne bo zdaj v redu, kaj si pa izgubil, tole pa ne bo. Ja, in zdaj zaradi tega, ker je prepričljivost Kamale in demokratov pravzaprav totalno ubuli, ne, tako kot NIJZ nima nobene moči nad nami, ne, tudi njihova prepričljivost je nikakva, smo mi ugotovili, da je cajt, da se obrnemo nekam drugam, a ne. Cajt je, da mi ta tridimenzionalni svet strahu, ustrahovanja in tega v bistvu igralskega, matričnega sveta, to je vse sam igra, to je vse naštimano, to je nam kažejo, pravzaprav beli klobuki nam kažejo. A vidite, kdo vam je vodil? Igralci, pacienti, tako kot pravi My name is in news. To so pacienti, igralci, mislim, z idejo psihopatsko, da nas frderbajo, a ne? Tako da cajt je, da se tudi mi malo pomigriramo iz sveta, ki so ga vodili oni na način ustrahovanja in zavajanja in kaj še, da ga mi obrnemo na glavo in mi migriramo iz 3. v 5. dimenzijo. 5. dimenzija, mnogi ljudje probajo iz tega narediti spet bav, pa da ne obstaja noben, ki je v 5. dimenziji, pa da mi, ki se pogovarjamo o 5. dimenziji, da smo ničanjači, pa to. Ampak to govorijo tisti, ki so v bistvu globoko v tridimenzionalnem svetu, kajti kdor je nič drugega ni 5. dimenzija kot to. Ne vodi me strah, 3. dimenzija, ampak me vodi ljubezen, 5. dimenzija. Vodijo me moja notranja vodila, notranji vodnik je znotraj vsakega izmed nas že parkiran. Mi ne rabimo volitve, mi smo že zvolili, mi ga volimo, mi ga ljubimo njega, ne? In on je v nas, to je v nas, ta vodnik. In kaj zdaj? Sam idemo, pa skup dajmo, ti svojega poslušaj, jaz mojega poslušam, in če smo na isti frekvenciji, je hitro vse jasno, kako funkcioniramo, a ne? Ja, dobro jutro, prijatelji, praviš Marina Ferfolja, pa Nadja, srečna, praviš dobro jutro in uspešen dan vsem skupaj. Tudi tebi, Nadja, uspešen in srečen ponedeljkov dan. Pa Sep, praviš dobro jutro vsem, pa Žanko je rekel dobro jutro, dragi Matej, olala, in Beba pravi dobro jutro vsem. Ja. Tudi z moje strani, dobro jutro vsem 44, ki ste pricapljali v naš notranji krog radija MTK 5-dimenzionalne postaje, ki oddaja na valovih megahertz, ne, mega srce, ne. Odlično nam gre, 5 minut še manjka do 7:30, pri nas se lepo da ni in izgleda, da bo tudi sonček gor priletel. Dobro jutro tudi tebi, 13-12, kakorkoli se že imenuješ. Zelo lepo je, če smo poimenovani in tako.
Andreja, dobro jutro, Budkovi, a danes pa kar tako jesenski stil pa to. Yes! Kaj pa vem, veš kaj, nekaj sem jaz čopom zataknil in zadnjo minuto sem rekel, ma bež ga srad kapo, da je gor, pa je, ne. Tako, bolj zato, pa, sej, včeraj sem jo najdel, mi je ležala tam na mizi, pa sem rekel, ajde, pa pojmo malo iz kapca ven, pa ne bo to tako. Dobro jutro tudi tebi, Black Star, ki praviš dobro jutro vsem srčnim ljudem. Ja, tudi tebi in naj srce poje in špila. Skratka, tako kot migrirajo razni ljudje iz ne vem kje pravzaprav, pa tudi ne vemo pravzaprav kam, ne, prek Slovenije neki tako. A bomo danes probali samo ksira, že 7 dni se tenstaš. Poglej ti njega, kibla kad kađa, stari, kaj pa se s tabo zgodil? Kibla, kaj pa se je zgodil? Poglej, kako nizkotni udarci. Ja, verjetno, kibla kabla ti ne moreš nikamor migrirati, ker si se zataknil v 3. dimenzijo in boš tam ostal mutiran in blokiran, reveš, ker s takim načinom nespoštljivim pa se k nam ne pride, a ne? Tako da je prav, da se odmakne te pacijente, ki probajo biti brihtni nemudoma. Je treba kar takoj, boš prva, kot ta zadnja zamera in oni pridejo poiskat, če jim bomo kaj zamerali. Ne, mi ne, oni bo so zdaj v žalosti. Zakaj me tušiš, me pa blokiral? A nič nisem tacga, ali sem kaj tacga rekel? Ne, nič tacga, Zobotrebci probajo v močne oklepe preleteti in narediti neko škodo, ampak so ugotovili, da ne morejo tako kot Kamala in demokrati ne morejo več. Skratka, migrirajo ljudje na takšne in drugačne načine. Kamela je odprla meje, da je 21 milijonov ljudi ilegalno preleteli čez mejo. Torej migriralo v Ameriko za potrebe volitev, to so bili volivci v prvem planu. Trump jim pravi, da so to alieni, ne, da to sploh niso ljudje, tako da nimajo tle kaj delati, celo sami karteli narkomanski so rekli, da tako v easy v Ameriko ni bilo nikoli švercati pa nositi stvari, teka so jih ujeli, ne. Po drugi strani pa je največja besedna zveza, ki jo iščemo znotraj migracije, to, da migriramo iz 3. dimenzije v 5. dimenzijo. 5. dimenzija, smo rekli, je mir, je notranje vodstvo, je naše notranje stanje, je to, kar v osnovi že smo, že ves ta čas in čas je, da od sebe odvržemo vse, kar ne rabimo in da rečemo, ok, prebrcali smo do tle, čestitke vsakmu, da je prišel do tle, tukaj smo in idemo dalje v 5. dimenzijo, kjer je čas, da začnemo živeti, kajti survival mode, ne, kadar so migranti na poti, oni so v bistvu se ukvarjajo s preživetjem, ne, preživetveno situacijo imajo in ko enkrat nekam pridejo, pa dobijo azil, pa to, pa začnejo pa živeti, pa dobijo malo podporo, pa tako, vse v današnjem času je tako in čas je tudi za nas, da začnemo živeti, predvsem pa moramo odvreči čist vse, kar je bilo z nami pripeljano iz starega tridimenzionalnega sveta, torej vsa znanja, indoktrinacije, sistemi prepričanja, verovanja, znanje o preteklosti, celo z matematiko se že lahko malo stvari lomijo, da ne rečem, kako se lomijo stvari v konec koncev v sami slovnici, sami vidite, kolikrat se slovnično poigramo, pa dobimo drugačno besedo, torej tudi migracija pomeni, da se nekdo migrira, ne bi se v italijanščini je migracija mila, ne, je hvala lepa, ne, tako da relativno zdaj, od kje kaj, kako so prihajale besede. Timoteja, praviš dobro jutro, pa Aleš Borko, praviš živijo, dobro jutro ekipa, pa Sunshine, Happiness, živijo jutrček in kavica drugič in Pika Veselova, praviš dobro jutro in seveda naš glavni vratar Janez Mavčec, ki pravi dobro jutro, mega srčni objem vsem, tudi tebi, upam, da si oprav za spančke in nakuhal svežo, dišečo, vročo kavo in se prislonil na radijski kanal, ki oddaja na frekvencah srca, torej oddajamo na megahertz, ne. Mi nismo z majhnimi srčki zadovoljni, mi hočemo s velikim srcem čez, ne. Nema tu milosti. Ne vem, kako me je spet to zdaj zapeljal v eno tako glasbeni izbor sem prepustil
Evo, odlično, to je to. Tegale vam bom pritisnil. In ja, Sajks, ja, ti pa si mogla zmigrirati v službo. Ja, zmigrirali bomo na eno super prekratko pauzico, da tudi jaz oddahnem, kajti treba ni, da se prežgem že na vse zgodaj. A ne, tako kot vi kavo počikati, tudi jaz kavo, sem čikta po glavo, v televizijo ne smem, tako da vam pustim en komadič z naslovom Sunshine. A je to tako? Sani. Thank you for the sunshine bouquet, sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. Find table space to say your social graces. Bow your head, that pie is here. You and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room. No bias here. Let them sell what they are selling. There are no bias here. Gather all the rebels now. We'll rebel rouse and sing aloud. We don't care what they say. No way, no way. And we will leave the empty chairs to those who say we can't sit there. We're fine all by ourselves. So, we brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, then leave us alone, cause we don't need your policies. We have no apologies for being far me where the wild things are. Find me where the wild things are. Find me where the wild things. I lose my balance on these eggshells. You tell me to tread. I'd rather be a wild one instead. Don't wanna hang around the in crowd. The cool kids aren't cool to me. They're not cooler than we are. So we brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, then leave us alone, cause we don't need your policies. We have no apologies for being. Find me where the wild things are. Find me where the wild things are. We will carve our place in
into time and space. We will find our way, or we'll make a way. Hey, hey, find your grace. Don't you hide your face. Let it shine, 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 shine. So, hey, we brought our drum and this is how we dance. No mistaken, we make our breaks. If you don't like our 808s, then leave us alone, cause we don't need your policies. We have no apologies for being. Find me where the wild things are. Find me where the wild things are. Oh. Find me where the wild things are. Find me where the wild things are. Oh. Ja, takole nas skušajo prepričati, da ljudje se identificirajo. Jaz se identificiram, da sem otrok, jaz se identificiram, da sem pes, jaz se identificiram, da sem identificiram. Samo za človeka se na tej sliki ni identificiral noben, razen ta punčka od spodaj, ki pravi pa, sej vest, sej vam je jasen, da vas mi vidimo, a ne? Torej, zmišljevalci, igravci, oni narobe razumejo, vsak na tem svetu igra svojo vlogo. Ja, tudi jaz imam to vlogo na tem svetu, nisem prišel zato, da bom preživel en rahitik in isto velja tudi za vas, nismo uleteli zato, da bomo živeli tako kot eni jedva, ne? Ampak zato, da živimo in imamo svojo nalogo, svojo vlogo in svojo misijo. Tako kot ima vsak črv na tej zemlji svojo vlogo, ima sonce svojo vlogo, luna ima svojo vlogo in tudi mi imamo svojo vlogo. No, oni so pa to v tej igri vzeli neko svojo, so prevzeli vloge in jih igrajo, a ne, to pa je malo drugačna vloga v življenju, pa vloga v gledališču, to ni isto, a ne. In cajt je, da jih prepoznamo in nekje smo bili že opozorjeni, da boste videli, ljudje bodo pozabili igrati svoje vloge in tukaj smo. Ljudje pozabljajo, kaj bi mogli reči, kako bi se mogli obnašati, sploh vsak dan bolj, torej z vsakim dnem, ko gremo mi malo naprej, v bistvu, ko se malo dvignemo, bom rekel, v višinah, kot se orel malo dvigne nad te vrane, a ne, oni čedalje manj razumejo, kako se morajo obnašati, da bodo se kao pretvarjali, da so tudi oni orli, a ne. Jaz, kljun imajo, nogice imajo, krila tudi, sem to še ne pomeni, da so orli. Tako, kot ljudje imajo oči, usta, roke, glavo, noge, spolovilo, to še ne pomeni, da so ljudje, ne, treba je imeti dušno komponento. In tukaj smo opazili, da mnogo ljudi pač dušne komponente nima, nič hudega, sam ne moramo reči, da so oni ljudje, ker pač niso in ljubezni nimajo, ljubezen so igrali. In tudi v tem trenutku se čedalje bolj vidi, da so pozabili oziroma da ne morejo razumeti, o kakšni ljubezni se mi pogovarjamo, a ne? Težko dojamejo, a ne. In ja, kako je že rekla Oma Zvonka Sajk, spravo, da si migriral v službo, migracije v službo, kot današnji naslov. Vse sort bomo okrog teh migracij ugotovili, boste videli, svašta prihaja ven. Oma Zvonka pa pravi lepo ponedeljkovo jutro vsem na radiju MTK, ki jo dodaja na valovih 5. dimenzije, ki jo dodaja iz sveta 5. dimenzije na valovih megahertz. Mega srčnosti tudi tebi, dobro jutro. Cegi praviš, Janezu, sem še to znamo, pa še več. Kaj, samo še to znamo, pa še več. Ne damo, sem naprej, idemo, kaj znamo? Idemo, sam idemo, nič, sploh nima veze, sem gor, kaj je gor, ne vem, v redu je, ziher je v redu, idemo. Hermina, praviš, dobro jutro, Matej, in idemo, in valjda, da idemo, normalno. Pa Aljaš, praviš, dobro jutro vsem, tudi tebi, Pika pa praviš, ja, da mislijo, da so še vedno v gledališču. Ja, sej, v bistvu v gledališču so, opa, je rekel TikTok, da kaj sem pa jaz rekel, behavior, gifting. Kaj pa sem jaz narobe rekel, zdaj TikTok mi je dal namreč opozorilo.
This behavior is not in line with our policies and may result in gifting suspension, reproduced content. Kakšna? Jaz gleda ga spet slika v ozadju moti, pa to je unbelievable. Zgleda, da resnično moram sam gobe sovarno področje, torej tudi slika, ki jo je... A veste, kaj je bila slika v ozadju do zdaj? Slika v ozadju je bila nič drugega kot od Windowsa v ozadje in že v TikToku ni všeč. Skratka, tole lahko imam v ozadju. Tako je mekej. Upam, da lahko dobim to kakšno darilo. On je rekel, da ne bo mi dal daril. Dajte pa mi prvo kakšno rožco poslati, da vem, če gre čez. Da ne šlo to. Skratka, Aljaž, praviš, dobro jutro. Ja, da so v gledališču. Ja, mislim, sej pazi, pika. Oni so v gledališču, še vedno imajo razne odre. Tudi kamere imajo, tudi studije televizijske, tudi mikrofone, ki imajo za govore in tako vse to imajo. Bolj je problem, da se je publika malo spremenila, a ne? Oni mislijo, da še vedno igrajo otrokom, ki so v 3. razredu, a ne, oziroma v 3. razredu, 3. dimenzija. In mi pa nismo več toliko zelo otroči, da bi verjeli vsem tem njihovim čiračara, ker to so zelo slabi igralci postajajo. Pa še ena stvar, ne, kot da se jim je, kada je sufler na bolniški, a ne, torej ta prišepetovalec, če pozabiš tekst na odru, imaš prišepetovalca in imam občutek, kada jim je tudi sufler na bolniški, ne, nič ne more povedati več zraven, tako. No ja, pa ker sem se dotaknil glih Kamale, dala je intervju, torej bila je debata na CNN-u, ali bila na ABC-u, nima veze na eni televiziji, pač določeni, kjer so vsi sodelovali skupaj, Kamala in cela televizijska ekipa, vsi proti Trumpu, no Trump je seveda zvozil kot profesor, ne, kje pa bo mž kot v obliki Kamale karkoli imela šans proti orlu, a ne, kaj ni to tako in naš Trump je orl in je to spelil kot profesor. Skratka, to je bila zadnja debata, to je tudi Kamala rekla, da ne bo več imela debate s Trumpom, da to pa ne, je pa dala za ABC ali pa za CNN, zdaj pa ne bom spet dal roke v ogenj, pa kar to neko tako privatno, neko debatko, tako malo studijsko, sploh ne v osrednji oddaji, kar v bistvu nakazuje, da se tudi oni sami zavedajo, da tole več ne pije vode in mnogi ljudje, ki so bili zapriseženi demokrati, so se spreobrnili. Mnogi ljudje, ki so rekli, jaz na volitve ne grem, zame je to samo slab proti slabšemu, so ugotovili, da v bistvu to ni čisto glih res, da gre za v bistvu igro psihopatov proti človeku, ki je, pa ne gre ne za krščanstvo, ne za religioznost, daleč od tega, pa vendarle gre za to, da Trump kot tak sledi naukom, ki jih je pustil Kristus, ali ne, pač tako, zdaj če bi človek upošteval Biblijo, je vse v redu, ne, razen če ti jo interpretirajo psihopati, morilci, pa dobiš van tudi to, kar se reče religija, kar seveda nima veze z Jezusovim življenjem, okej. In to je najbolj znana osebnost na svetu, kar jih je bilo in nekaj, jaz mislim, da je zgleda imel nekaj zapovedati. Ne. In tudi mi ga ne bomo negirali, ako so ga skušali močno zdemonizirati. Skratka, pika, še vedno pri tvojem komentarju stojim v kontekstu, so oni v gledališču, še vedno je gledališče, sem publika, ima malo drugačne oči. In mi smo tista publika, ki jih gledamo, kako zdaj oni se bodo zakvačkali. Zdaj pa predstava teče, ne? Zdaj ne morejo oni reči, zdaj pa konc predstave, ker tako nasred. Oni morajo do konca pripeljati in to je tisto, kar je rekel Trump. Watch the show, kokice v roke, pa uživajte banda. Ste videli, kako se bodo zapletali? Vi pa le na sebi kaj naredite, ni panike, vi sem bolj, pogledajte malo, bodite bolj pozorni, ste videli. Kaka packarija, kaka treparija, kaka bedarija. In cajt je, da mi odpremo oči in rečemo, ajde, pa da vas vidimo. Ajde, pa da vas vidimo, kako boste vi zdaj to pripeljali do konca. Ajde, pa da vas vidimo. Njim se pa zatika močno zelo in zelo slabo. Praviš, Janez, da mi pa smo dušni migranti. Ja, zdaj dužni migrirati iz 3D, to se da. Zdaj mi smo živeli v 3D in kdor ima možnost, da se priklopi na ta krila oziroma predvsem odločitev, da stopi na pravo stran,
na stran človeka, na stran srca, na stran ljubezni, na stran to, kar smo. Saj ne govorimo mi o čiračara, o nekih sektah, o nekih mutola, ne? Mi govorimo o tem, da biti človek, to je prav, da sem do zdaj človek nismo bili, da so nam to prepovedovali biti človek, halo. In Trump in Putin in še kdo govori čist o temu človeškemu pristopu in čas je, da gre power to the people, da gre moč nazaj ljudem, ne pa eliti skorumpirani, podkupljeni, ki pač ima svoje grozne namene, kakorkoli. In marsikdo je žal z dušo tudi migriral strani očeta, svoje prave strani je migriral na napačno stran in je vede, nevede, hote, nehote služil tistmu, ki je pravzaprav naš največji sovrag, torej sam Satan, čisti džavolo in njemu je mnogo ljudi služilo in delovalo z njim. Prikrivajo ga, prikrivajo vse, ki džavolu tu služijo, zato tudi danes rečemo, pa kaj ljudje nič ne vidite. Oni vidijo, sam prikrivajo, oni ščitijo hrbet unmu, ki dela narobe. Zaradi tega so tudi tako, ja, kaj pa češ, ne. Dostikrat ljudje niso toliko zelo zaspani v kontekstu, da ne bi vedeli, kaj delajo. Predvsem ne vejo, kako bi se iz te godle ven zvlekli. Zdaj, mi tudi za njih imamo, za vse imamo zdravila, za vse imamo navodila, je pa res, da se jih je treba držati, ne, vsaj delno, ali kako. In tako, praviš, Aljaž, da že sonček sije, dej bohinjsko ciljko, hehe. Aljaž, pa sva spet na začetku. Jaz sem te včeraj prav v messageu sem te lepo poprosil. Zdaj te bom pa javno prosil, zdaj pa četrtič in zadnjič. Še eno butasto mi prines in te bom utišal, zaradi tega, ker sem te lepo prosil, da se usedi nazaj, nasloni se, poslušaj in sodeluj. Ne, tudi sodelovati ni treba, predvsem pa ti ne dovolim več, da motaš. Pelil si me včeraj, predvčerajšnjem, predvčerajšnjem in danes bi me rad. In ti povem, da zdaj imam pa tega dovolj, član, ne član stari, vrgu te bom ven iz razreda, ker te ne bom. To tako ne gre, jaz sem ti rekel, imeti energijo je the best, dejstvo pa je, da kontrolirati ta energijo je pa nekaj drugega. In to sem ti včeraj zelo lepo napisal v messageu in Aljaž, to, kar te čist zadnji opomin. Sploh enostavno, ne, ker kakšna bohinjska ciljka, what the fuck, stari. Zdaj mislim, lahko ti dam na glasovanje, da boš videl, da postajaš naporen, ne, vsem. O migracijah se menimo, kaj ima bohinjska ciljka s tem, zastopaš. In glasbene želje, kako je že s tem, Aljaž, ne mi ga biksat, no. Ker enostavno me boš ti prisilil, da bom jaz naredil kat. Tako, ker sem ti dal možnost, da priješ zraven, si takoj šel s velikim čez vse, vsi smo ti dali neko pozornost in tako, zdaj pa greš čist prehudo, to je uno, stari, kad da ti dam roko in ti že žreš po meni in po vseh nas. Tako da to ti je zadnji opomin, naslednji komentar, če ne bo sodelovalni, te bom zamutiral in ne boš več govoril. Ne danes, ne jutri in cel teden ne, zaradi tega, ker enostavno, če se ne znaš zadržati sam, te bom jaz zadržal tam, kjer ti je mesto, prav? Cegi praviš, ja, bomo na gobah, ja, gobe moj, v zadnji pač gobe, ni kaj, če ne smemo vrteti, bomo pa gobe imeli, pa naj se oni mal z nami ukvarjajo. Pika praviš, da jim ne pomaga več nobena žalba, noben sufler jim ne pomaga in to gledališče propada in prav je, da ga vidimo, prav je, da ga gledamo z realnimi očmi in rečemo, ok, mi z tretje dimenzije sveta, torej svet, ki stoji na ustrahovanju, na stiskanju, na izkoriščanju, na dušenju, da tega sveta enostavno mi ne bomo več gonili in mi migriramo tja, kjer je stran srca, kjer je prav, a ne? Cegi praviš, dobro jutro, vsem vidim, da smo vsak dan močnejši in ne dajmo se. Takole, ja, vidiš tole, to je Aljaž, vidiš, kako zdaj prav takole, mislim, da bom kar Janeza zaprosil do naslednjem komentarju, Aljažu damo tišino do konca live. Cegi, ja, si znaš, če hočeš kaj povleči iz tega, res, tako je tako, sploh vas ne razumem, kam ste prišli, pravila so pa le pravila. In ja, pravila med nami v plemenu so čisto enostavna, to je spoštovanje, lahko sodelujemo za mizo in res smo radi v dobri družbi, smo pa nekako se nažrli skozi leta vseh teh, ki so nam probali razlagati, da moramo
ne razlagati, ki so v bistvu debato vedno motili in jo vlekli nekam, kamor ji sploh ni mesto. In nekako mislim, da smo pogruntali, kaj pomeni zdrava debata, pa kaj pomeni brezvezna debata. Ne? In pogruntali smo, da mnogo ljudi pač brezvezne debate vleče v spredje, sam zato, da imajo svoj spotlight. A me vidite, tudi če govorim trapaste stvari. In to nekako je lastnost ega. To tudi pod točko razno niste vi, to, kadar govorimo iz ega, to nismo mi. Ne? Mi nismo ego. Ego je lažnivc. Ego je izmišljena podoba o lastnemu sebi in to lastno podobo nekako želimo, da nas tudi drugi tako vidijo, čeprav je lažna. Ne? Človek je v bistvu, zdaj bom dal za primer, v bistvu znotraj sebe hudo ranjen, a ne? In zdaj nekako ne prizna človek, da je bil ranjen, raj reče, sem pa močen, ne prizna sam sebi, da je bil ranjen in naven špila, da je močen in tako, in da je frajer in zdaj dobil neko dobro službo v kontekstu in pol še bolj frajer, ker še v moji službi zdaj jaz lahko privlečem marsikšno kilo mesa džabe, pa tako, tako, zdaj sem v neki mesnici delam, pa to, ja, imam 15 na uro, malo je mrzlo, ampak kva pa je to meni, ne, čez 10 let pa, ledvica, sklepi in tako naprej. Bolj, ne hočem reči, nikomur ni prijetno iz 30 stopinj na -10 hoditi, a ne glede na višino plače, a ne. In zdaj to, da je to kar v redu, govori ego. In ego je lažnivc, to je lažna slika o samem sebi in če človek ima o sebi lažno sliko, tudi naven deva lažno sliko in ker vidi, da se da, potem se ta laž kar razvleče in kdor je egoist, kdor deluje z naslova ega, primarno uporablja laži in zavajanja sebe in drugih. Pač skrbi za vzdrževanje svoje maske, skrbi za vzdrževanje svoje zunanje slike in podobe. Mi smo pogruntali, da vzdrževanje teh mask, torej nositi vse te kostume, zahteva kar neko odgovornost, nekaj energije. Pogruntali smo, da če migriramo v 5. dimenzijo svoje avtentičnosti in ego pustimo zadaj, potem je stvar rešena, ne? Je življenje bolj lahkotno in bolj svobodno in bolj sproščujoče, a ne? Na tak način, ko spustimo ego, na tak način se v bistvu pravzaprav pravo življenje šele začne. Pa vendar, mnogi ljudje pravijo, večino človeštva ima težavo s tem, da spusti svoj ego, kajti ogromno ljudi se je zapletlo, ne bom tako rekel, ljudje so vložili ogromno energije za to, da so ustvarili sliko o sebi, kakšni da so. In izkazali se je, da pač to, kar so, jim zdajle nekako ne pride več prav. Torej je treba to kompletno masko, kompletno sliko o sebi, torej kompleten ego je treba odščipati od sebe. In jaz razumem, tudi pri meni ni bilo enostavno, da je težko se posloviti od vsega tega, v kar si vlagal. Pa vendar, jaz sem vlagal v to, da sem bil audioinženir, vlagal sem v to, da sem bil zdravstveni tehnik, vlagal sem v to, da sem bil reševalec, torej vlagal sem, ampak nisem jaz ničesar od teh veščin, teh vložkov, pravzaprav nisem zgubil. Vse te veščine so z mano tukaj in zdaj, ampak v čisto novi obliki, v mnogo lepši obliki, v mnogo boljšem, bolj popolni izvedbi tega, kaj smo, tega, kaj sem. In pustiti ego za sabo, to sem pomeni, da nisem audioinženir na televiziji pa na koncertih, ampak meni je veliko lažje in lepše funkcionirati na način skozi radio, pa verjamem, da je tole šele začetek vsega tistega, kaj je pred nami. Mi smo v fazi prehoda, mi prehajamo, mi bomo enkrat te viteške oblačila slekali, ne? Oni bodo zobotrebci ostali na neki drugi strani nekega zidu, govorimo o virtualnem zidu, in mi bomo enkrat viteške obleke slekali in se usedeli za mizo in se dobro najedali in se ulegali v poslo in se naspali. Bitka gre k koncu, pravzaprav že, kar se mene tiče, je že končana. Jaz v bistvu to viteško obleko imam sem še do pasa, zaradi tega, ker zobotrebci letijo sem kaj do kolen, več ne morejo. Ker mi mentalno in čustveno ljudje, ki so sovražni do mene, ne segajo niti do gležnjev več. Toliko je to primitivno in pritlehno, zakaj bi se pa torej bal.
še malo pa bo tudi koža toliko debela, da tudi viteških hlač ne bom več rabil, ne, skozi karikaturo. Hočem reči, treba je za sabo pustiti naš ego, ker nam nič ne koristi, vsekakor pa nas je tudi duša kot taka pelala skozi neke preizkušnje oziroma poti, skozi neke lekcije, skozi to, da naberemo neke veščine, zato, da v tem času smo, kar smo in da vse te svoje darove, ki jih imamo, damo na plano in rečemo, to sem jaz, a ne. To sem jaz, pa čist nič drugega, a ne. In da iz sebe privlečete tega otroka, tega budkota, da ga date na plano in mu dovolite, da se igra in poigrava z vsem, kar nam je na razpolago. In na razpolago nam je neskončen svet igral. Ne, to je tisto, kar je dostikrat bilo, ne. Svet igral. Ja, in svet igral je naša domišljija, kjer se da najdete svašta. Domišljija je neskončno polje igral, mentalnih, čustvenih in takih dogodivščin, pač otroci imajo radi igre in igrala in tudi mi smo eni navadni otroci in prav je, da se poigravamo s tem, kar nam je dano bilo v zibelko, a ne? In cajt je, da uporabimo te veščine po principu, kaj imaš rad, a ne? Praviš, Janez, da imam lepo kapo, ja, in bogatijo pod kapo, ali pa kakšnega pod kapo zlijem, ne. Ja, bogatija pod kapo ni nič drugega kot kanaliziranje, o tem smo se pogovarjali včeraj prečerajšnjem, enostavno pustiš situaciji, da teče, taka je moja, rad sem to, kar sem, sprejel sem se takega, kot sem in rad se imam sam sebe najbolj. Če komu tako odgovarjam, the best, če pa ne, pa nemam milosti, z veseljem v ljudi, z veseljem primitivnost pustim zadaj, tako, ko sem posnel en video, prav z veseljem zablokiram vsadzega, ki pride z primitivnostjo, dup, ne. Nemam milosti, ker teh naših sovražnikov je en kup, to je tako, da bi priletel v neko okolje, kjer je na tisoče os, ne, in zdaj, če hočeš preživeti, ima, da jih potolčeš, ker če ne bodo one tebe, ne, združno znajo in zdaj tudi mi moramo biti malo spretni, da v bistvu čist glih tolčiti jih ne gre nikamor, bolj je treba biti zorganiziran in enako sem jaz pred leti, 3 leta nazaj, rekel jebem vam bogara, ker vas bom vse postrelil, banda prokleta, kako mi morate to nastaviti, kako morate to početi, zakaj mi ovo, jaz bom postrelil redom, ampak sem počakal, sem rekel, ne bom s kalašnikom, ne, zihar obstaja boljši način in ja, sem najdel boljši način, da je resnično jezik naše orožje in cajt je, da gledališčnikom povemo, kaj jim zagre. Kaj se naredi na koncu predstave, če ni bila v redu? Igralce ne nagradijo z aplavzom, ampak z izžvižgavanjem, a ne? In verjetno bodo vsi ti izžvižgani, to pa je največja sramota, ki se jim lahko zgodi, ampak ja, zaslužijo si prevarantje, da so izžvižgani. Ja, veseli me, da tapkate, spet imamo do konca tedna milijon srčkov, prejšnji teden smo jih dotolkali, lepo smo to zrihtali. Imamo eno tako noro nalogo, sem dobil, da v bistvu moram oddajati 2000 minut v enem tednu. Zdaj pa da vidimo, ali bom ali ne bom. To je kar konkreten zalogaj. To pomeni 5 ur na dan, vsak dan, sleherni dan, ampak tukaj ne spadajo zraven članski sešni, ki jih imamo, torej člani imamo ponedeljek, sredo, petek od 10 ali pa od 11 dalje, še bom rekel neko zaključeno omizje, ne, teh, ki nekako bolj čisto okolje, kjer se lahko lažje malo odpremo, pa drugemu predstavimo, ker nismo odprti takole na Freilaufu za vse lešnike, ferbce in ostale vohljače, a ne, da imamo noter bolj zaprte debatkice, vse to lepo in prav. No ja, mi moramo zbrati 2000 minut oddajanja v živo v enem tednu. Si vi morate misliti, zdaj me pa res ne boste frej, ne? Vam bom ukradil ves čas, ki ga imate in močno si želim, da vas tole... Tole sem rekel, da vam bom dal eno
ene volitve. Rok 1, dobro jutro, banda MTK-ja, želim vam en lep, pozitiven in srčen dan. Tudi tebi, Rok, dobro jutro in dobrodošel med nami. Ura je 1 minutko do 8, tako da če morate biti kje ob 8, je to, game over. Tako kot je game over za njihovo filozofijo igralcev prevarantov, kajti mi tridimenzionalni svet razumemo. Mi smo iz tridimenzionalnega migrirali štuk višje in mi smo zmigrirali in 3D svet razumemo, ker smo v njem že bili. 5 zdaj prepoznavamo. Oni iz 3D sveta pa pojma nimajo, kako izgleda pri nas gor. Kako je lepo, kraljevsko, svečano, čisto, kako elegantno, kako lahkotno, kako sproščeno, ljubeče, zanimivo, navihano. Oni pač tega ne razumejo in ker se mi tako obnašamo, oni rečejo, da to podobno stanje oni doživljajo, kadar so pijani, zadeti ali pa čist zadrugerani. Zato tudi nam rečejo, da smo počeni, kaj si pa jedu ti, ne. Jaz sem jedel, sem počen od ljubezni in to je vse, kar je. In živeti v 5. dimenziji je to tisto, kar se gre. Jasminikus, moraš na občino, boš pa na slušalkah, dokler bo mogoče. Ja, live celo tako dela, da lahko celo ugasneš telefon, pa še zmeraj špila, tako da slušalke so super stvar. Nekaj je zaštekalo, čakaj. Vse sem prebral. Domenolaja, a sem prav? Domenolaja. Domen, dobro jutro, praviš dobro jutro, Matej, tudi tebi dobro jutro. Aljaš, praviš, lepo se imejte, že odhajaš, uživaj tudi ti v lepem dnevu. Ja, boste rešili tudi spremembo imena, nič ni zaštekalo, vse to se naredi z lahkoto, sam je treba se odločiti. To je vse, kar je. Pa to ni stvar, ki jo bomo tle reševali, to je super enostavno. Tudi na YouTubu lahko vprašaš, kako spremenim ime na YouTubu, na TikToku in on to vse pove, zaradi tega, ker je to vse za ljudi, noben od nas se ni rodil prav brihten in z vsem znanjem tega sveta. In iz tega naslova je prav, da se učimo in ogromno znanja nam prinaša tudi YouTube, tudi Facebook, tudi internet, medtem ko nam tridimenzionalci, ki se niso nikoli nič novega naučili, pravijo, kajte, zdaj ste pa internet doktori. Ja, ta star, pizda, če bi knjige brali, bi znali isto kot medicinci in bi rekli, ja, virus je takšen in takšen, čeprav ni nobenega dokaza, ne. Tako da je cajt, da v bistvu malo nova znanja prihajajo na internet, za začetek najprej, tako da je na internetu ogromno znanja, ogromno informacij. Zdaj, sam kaj vas veseli, pa kje želite preživljati čas, tako vas tudi internet prek umetne inteligence razume, pa ker sem že glih rekel, umetna inteligenca, smatram, da nam bo v veliko pomoč v prihodnje inteligentna artificial intelligence, zaradi tega, ker mnogo ljudi ne zna en kup stvari narediti in umetna inteligenca je tako narejena, da jo vprašaš, kaj so človeka. Kako jaz to naredim? Recimo, kako spremenim ime na TikToku? In umetna inteligenca ti bo z besedami povedala, odgovorila v tvojem jeziku in to bo za ljudi en velik preskok. Zato je umetna inteligenca zelo dobra stvar, če je v pravih rokah. Seveda pa je umetna inteligenca v igri že od leta 1950, ko so bili prvi zametki umetne inteligence in so jo uporabljali pač proti nam. Ja, 3 minutke čez 8 je čas, da Matej pripravi sebi eno čist prekratko pauzico, vam pa pustim komadič Perdu un enfant, ne? Poslušajte to, krasen komadič. Uživajte, dobro jutro, 3 minutke čez 8. Prendre un enfant
par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour, prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Takole domišljijske so razne grafike in videoposnetki, ki vam jih vrtim. Tele posnetke po večini nam in meni zbira Janez Mavčec, ki mi jih pošle. Tako da, če vi najdete kakšen tak zanimiv posnetek tekom dneva, mi ga kar pošljete na Messenger znotraj TikToka, pa ga bomo vmes zavrteli, če se le znajdem v tem, da ga imam, oziroma da ga zavrtim. Skratka, Janez, najlepša hvala, da pošiljaš vztrajno te krasne posnetke in živalic in žabic in muskontarjev in tako svašta lepe stvari. Jaz pa vam najdem te, kar je slikic v ozadju, medtem ko imam vedno prekratko pauzo in tokrat je 8 minut čez 8, ko se pogovarjamo o tem, kako je treba migrirati iz sveta strahu v svet ljubezni. In svet ljubezni je precej domišljijska stvar, precej stvari si ne samo, da si domišljamo, ampak domišljija je vir
je vir izumov, je vir napredka, brez domišljije ni napredka in ni življenja, konc koncev, kamorkoli to obračamo. Pa vendarle, mi smo živeli v domišljijskem svetu, mnogi ljudje pa živijo v namišljenem svetu, v svetu, kjer prevladuje ego, kjer je tisto, kar v bistvu ni resnično, ego ni resničen, zato še enkrat opozorilo, kdorkoli vam razlaga o zdravem egu, da je ego potreben za preživetje, vam povem, da to ni treba. Ego je pravzaprav posledica strahu, torej česa in koga se bojiš, koga in česa, četrti sklon slovenskega jezika, ne? Pravi, koga in česa se bojiš, da moraš uporabljati ego, oziroma da moraš uporabljati laži, oziroma da moraš nekaj skrivati. Kaj nekaj si naredil narobe, da ne upaš povedati in pokazati po resnici, kaj ti, če moraš pred nekom nekaj skriti, to pomeni, da nisi naredil prav, ne? In to sam veš, da nisi naredil prav. Torej, celoten planet ve, kaj je prav, pa kaj ni prav. Pa vendarle, mnogi delajo narobe, misleč, da jih ne bo noben dubu, pa vendarle, evo, prišli smo na točko, kjer vidimo znotraj publike v gledališču, vidimo, kako zelo slabo igralci, torej ti, ki nosijo maske, kako zelo slabo igrajo to svojo igro in sami sebi lahko rečemo, joj, kakšni tumeljni smo bili, da nismo mi tega prej prepoznali, da nas direkt za nos vlečejo, pa ne samo vlade in tako, ampak da nas za nos vleče gromozansko veliko število ljudi, ki so sodelavci tega sistema, ki na tak ali drugačen način sodelujejo s sistemom. Ja, dobro jutro, pa praviš, Simon, pozdravljeni vsi, mir, ljubezen ter spoštovanje vsem želim. Simon, res je, spoštovanje je zelo močna beseda, ki se jo bodo mogli marsikdo se bo mogel spoprijeti s tem, kajti nespoštljivost v tem sistemu je bila za dobro jutro in naše dobro jutro se začenja s spoštovanjem in tudi Polona je taka, da zelo spoštljivo se oglasi z eno tako veliko nagrado, eno in drugo in tretjo. In hvala vsem, ki podarujete cekin 2, 3, 5, 30 ali pa takole kot Polona, ki je čisti norc, ki zna na oddajo stres, tudi 2000 teh cekinov. Torej neka gromozansko velika hvaležnost in pa seveda možnost, saj če ne bi imela možnosti, verjetno ne bi. Ne? Tako da neizmerno sem hvaležen vsakmu, tako da ne bo pomote, pa vendarle čisto vsake rožce pa ne uspem pokomentirati, tako da tudi komentarje pokomentiram le še te najbolj smiselne, bolj tiste, ki pa ne razumem, bom pa kar spustil, tako da tudi iz tega naslova se malo učim. In ja, dobro jutro vsem, praviš Polona, in Ermina praviš, da bravo Matej. Bravo, ker govorim o namišljenem svetu. Ja, ti namišljeni igralci, ki so igrali vloge tega sveta, ne, v svojem jebenem gledališču, kajti Shakespeare je že rekel, cel svet je oder in namišljeni bolnik je bilo tisto, kar so se oni šli, torej namišljeno ne vem, kaj delam, ne deli se neumenga, to je za začetek, te sem ga jaz malo Shakespeareu dodal, ne, se zajebavamo se, to je Budko dodal, ne. In nas so znotraj tega gledališča, v katerega smo se rodili, v to iluzijo, v to matrico, v ta sistem, nismo se vsi rodili v to, tako da noben pravzaprav ni kriv, da se je v to rodil, je pa na vsakmu izmed nas odgovornost, da se prebudi in migrira na stran srca, v peto dimenzijo, na točko, kjer smo mi pristni to, kar smo, da v bistvu pridemo nazaj na to, kar mi v osnovi smo, mir, ljubezen, spoštovanje, sodelovanje, taka hobitska banda, ne, kjer nihče nikomur ne želi nič slabega, vse celo drugač, vsem vse samo dobro in to je tudi moj moto in moja besedna zveza, ki jo že dolgo časa uporabljam pri vseh tekstih, kar jih napišem, kjer pravim vse dobro vsem, ne? Tudi tistim, ki slabo igrajo, želim, da dobro spelejo na konc, da se jim vse na konc izide tako, kot se mora, nekako pa moramo razumeti, da ljudje delujejo iz svojega dušnega nivoja, vsak je na točno tisti poziciji, kjer mora biti, pravzaprav tudi nam v namen so igralci še vedno igralci, zaradi tega, da mi vidimo, pa ne samo mi, da vsaj tisti, ki želimo iti korak naprej v tem svetu, da prepoznamo in vidimo situacijo na svetu in ne verjamemo več slepo vsakmu cirkusantu, ki nam proba
pokazati svojo bederijo. In znotraj tega sistema so nas trenirali, da smo ostali šibki. Trenirali so nas v šibkost in na tak način, ker so nas trenirali, da pazi se tega, pazi se onga, vidiš, tam ne moreš si pomagati, joj pa pred unim bod previden, pa tam, skratka, s prstom so kazali, kaj vse je lahko narobe, zelo redko so se pa pokazali ljudje, razni dedki, babice, ti prebujeni empati, ki so rekli, imaš ti možnost, ti se kar upej, ti kar povej, lej, tlele si ti dober, kar tamle, kar pogumno, ne boš dol padel s češnje, kar pa gor, kar pa fejst se drž, pa bo. Mama narcistična je pa rekla, ne, ke boš dol padel, ne, torej, zavedno in nezavedno so nam govorili o strahu, o šibkosti, o nemoči in tja so nas učili in na tak način smo mi sami predali svojo moč nekomu in pač stran od sebe. Pa smo pa rekli, joj, pa zdaj sem pa zavarovan, ne bom pa zavarovanje plačal, pa lahko grem na češnjo, a ne. Tako da nekako mi sami smo to moč dali od sebe in pravzaprav je sistem ves čas deloval pravzaprav na blokadi naše moči. Se zavedate, sistem je ves čas se trudil, da je našo moč blokiral in to z najrazličnejšimi vzvodi in psihološkimi triki. Zelo dobro so poznali nas so zelo dobro poznali, bom tako rekel, psihologijo našo so dobro obvladali in dobro so se poigravali z njo, torej s psihologijo in posledično telesno kemijo, ki je nas držala v nekem takem primežu, iz katerega pravzaprav nismo niti znali, niti mogli, na koncu pa še niti hoteli nismo. Če pa si hotel, si jo pa takoj dobil po klamfi, kako si ti trapast, butast, čudak, sanjač, ne vem, katere vse možne izraze so najdel, ne vem, da si vse drugo, sam resnice niso nikoli povedali, ker to ni v njihovi domeni. Vedno so uporabljali laž in igro in neko skripto, ki so jo imeli in tako. Roksi, praviš, lepo dobro jutro vsem dobrim in poštenim ljudem in lepo vas je poslušati. Hvala lepa, me veseli, Roksi, da si se znajdel med nami, upam, da si tudi stisnil tipko sledim, a ne, da nas najdeš vsako jutro od 7 dalje, ko pride TikTok message, Turčič oddaja, megaherčnost oddaja. Mi vsako jutro oddajamo in idemo, a ne. Ermina, praviš, hvala, Matej, hvala tebi za vse lepe besede. Pika pa praviš, da so igralci postali agresivni. Ja, značilnost narcizma, ne, torej narcis je nič drugega kot maska, maska ni nič drugega kot ego je ni nič drugega kot lažna slika o samem sebi, ki jo projiciramo, jo ljudje projicirajo navzven. Kadar je maska prepoznana, torej kadar vidiš, kadar vidiš, kdo je pod masko, se seveda želi braniti na vse načine in ko je enkrat, Roksi, oprosti, iz imena težko vem, ali si ženska ali moški, vse v redu. Kadar mi prepoznamo človeka, kdo je izpod maske, seveda postane človek pokaže kompletno samega sebe in tisto kompletno, kar je pod njim, je ena velika gmota zlobe, negative, sovraštva, mržnje. Žal pa vse to izhaja iz ranjenosti in ni človeka na zemlji, ki ne bi bil ranjen. Dejstvo pa je, da te rane niso pozdravili in so te rane terali dalje. In mi poznamo vsi film Rane iz obdobja vojne v Jugoslaviji, kako je bilo to leta 2, 3, 4, 95, ne? Film Rane in vsi ljudje na koncu smo bili ranjeni, pa vendarle rana ne more biti opravičilo, da je nekdo zloben do nas. In oni so to zlobo nekako pokrivali pod maske in ko jim masko snameš, ostane zgolj tisto, kar v resnici v njih je. In ljudje so in bodo še bolj agresivni, pa vendarle ni potrebe, da se bojite, kaj ti napadajo z besedami in kar se besed tiče, smo že pogruntali, da v bistvu želijo nas z besedami prizadeti in dokler smo mi čustveno dovolj stabilni, nas njihove besede ne prizadanjajo, kaj ti zavedamo se, da smo mi tisto ogledalo, v katerem zagledajo sami sebe in iz tega naslova so verbalno agresivni. Pa ne bojo, sej to je še najmanj, sej tudi mi smo verbalno precej močni, a ne, znamo že z besedami kaj povedati, kako pa kaj, zelo dobro smo že definirali mi tole psihologijo, tudi njihovo. Včeraj je bila debata
z Janezom pa s Sabino, kako bi si jaz srčno želel, da bi priletel do mene en narcis, ki je bil narcis, pa rekel, lej, Matej, zdaj pa takole, zdaj ti pa po pravic povedal, tako se počutim, to me jebe, strah me je, ne glede na ovo se mi dogaja tole. Da bi mi razumeli, kaj dobesedno se v njihovih glavah dogaja. Mi samo zdaj na osnovi spoznanj in nekih zaključkov, tvoja zgodba, una zgodba, tretja zgodba, četrti primer, sedma situacija, nekje ugotovimo, kaj se njim plete po glavi, zakaj se tako obnašajo in tako. Tudi mi smo dolgo časa študirali empati, smo študirali psihologijo narcizma, nekako slepo pa smo bili vzgojeni v to, da so vsi ljudje in da vsi ljudje imajo dobro srce in da vsi moramo se prilagoditi drug drugmu, ne glede na to, da so bili v bistvu zelo grdi do nas, ne? In zadnji cajt je, da smo zmigrirali v 5. dimenzijo, kjer se vidi jasna slika na svet, kako je funkcioniral in kako še zdaj funkcionira. In ja, postali so agresivni, pa vendarle se nimamo kaj bati, kajti fizično nasilje, jaz mislim, da ne obstaja, da fizično se ne upajo spraviti na nikogar več, razen če niso alkoholno ali kakorkoli drugače omamljeni. Na tak način so pa lahko, ko jim je oduzeta, bom rekel, razsodnost, ker oni se zavedajo, da ne smejo fizično karkoli narediti, dokler so razsodni. Kodar pa niso razsodni, takrat pa sem že večkrat rekel, bježi stran, umakni se, ne rabiš nič pogoltniti svoj ego, v bistvu rečeš, kaj vam je ljuba banda, bom pa jaz se zdaj umaknil v tem trenutku, da se razkadite sami v sebe. Mi smo že rekli, sistem sam sebe izpodkopava in je na nivoju samo uničenja in prav je tako, naj se uniči do konca sam, naj se frderba, zakaj bi pa se mi s tem ukvarjali, le pogledajmo, kako se sam sebe kolje, ne? To je tako, da bi orel z vrha gledal miši, kako se med sabo tepajo, pa naj se ne med sabo in tako se bodo verjetno med sabo do konca tudi požrali. In mnogo ljudi sem že rekel v štartu zjutraj, da ljudje migrirajo strani demokratov na stran republikancev, strani nevoljivcev med voljivce. Končno se ljudje empati zavedamo, kako zelo pomemben je korak naprej. Grga, praviš lep pozdrav, pa Marko, Filej, praviš dober dan, banda, živijo tudi tebi. Lep dan pa želi tudi Janez in enako vsem ostalim tudi Marko. Polona pa dodaja, dokler si z njimi med 4 stenami se znajo biti tudi fizično agresivni, ko pa stopiš ven iz sobe, si pa ne upajo več, ker bi jih vsi videli, tega pa nočejo. To, Polona, se absolutno s tabo strinjam. Med 4 stenami, ko ni prič, si upajo marsikaj. Ko pa so priče, pa si ne upajo, kajti oni veliko dajo na zunanji izgled, na vzdrževanje na vzdrževanje slike o sebi. Torej, njim je zelo pomembno, kaj o njih mislijo drugi in fizično nasilje zunaj 4 sten je nemogoče. Za 4 stenami pa zna iz njih preleteti pošast, to se pa strinjam, tako da ja. Pika, dodajaš, mislim tudi na ključne ljudi, kar čaka na žrtev. Ja, ljudje, ti 3D-evci, ti narcistični pristopi ljudi, oni čakajo na žrtev, postavljajo pasti in čakajo k mrhovinarji, kdaj bo kdo padel na kolena. V bistvu čustvena odprtost je naša, biti na kolenih, in mi smo tisti, ki čustveno odprti sicer smo, pa vendarle imamo tudi eno dobro zaščito, ne dovolimo več, da čustveno vplivajo na nas. Pravzaprav pa smo jim mi tako močno že zmigrirali toliko nivojev višje, bom rekel, čustvene stabilnosti, bom rekel, naše čustvenega intelekta, tudi mentalno znamo odgovoriti, tako kot se zagre, torej intelektualno ne reagiramo več na prvo žogo, ampak v bistvu dajemo odziv, ki ga ne pričakujejo mnogi ljudje, ki pridejo tlele med komentarje na radiju 5. dimenzije, ki jo dodaja na valovih megahertz, a ne. Mnogi ljudje ne pričakujejo tazga odziva, kot ga dobijo, in pol so zgubljeni, ne. Kadar oni pričakujejo našo reakcijo, kajti
Psihologija človeka je zelo enostavna in če ti naštudiraš, kako človek reagira, kje ima šibko točko, ga vedno lahko po tej šibki točki tolčeš, pa boš vedno dobil njegov čustven odziv, kaj ne? In tako so nas imeli, pizda, vpasti 40 let, kar se mene tiče. Ko pa v bistvu jim daš malo drugačno reakcijo, pa oni postanejo zmedeni in to je tisto, kar se moramo naučiti. Vdahniti, pomisliti, reči, kaj bom zdaj, a zdaj on mene čustveno prizadel. Pa sem jaz trapast, da bom pustil, da me prizadetek prizadane. In te prizadetke pustimo nižje. V tej fazi jim žal moramo tako reči, kajti to je načeloma, sami veste, rad bi vsem ljudem dal, rekel, dušo imaš, človek, pridi bližje, postavi se zase, bodi ti, najdi sam sebe, pridi k sebi, pa vendarle moramo se v tej fazi kar mal ubraniti sami sebe in reči, to ste vi v tej fazi, ki še niste naredili nič na sebi, mi pa smo tlele, ker smo nekaj naredili na sebi in mi smo od tam, kjer smo bili vsi v 3. dimenziji, zmigrirali v 5. dimenzijo in nas ustrahovanje in vaše žaljenje in blatenje in vaše orožje, ki ga imate, ne gane več. Torej, čustveno so nas skušali omajati in zamajati in kdor tega pri sebi ne skalibrira, je še vedno potencialna žrtev. Dobro jutro tebi in vsem ostalim, praviš Meta, babi kuha pa pravi, njim ni pomoči, razen če bi sami želeli in se to klinično zdravljenje, ki traja dolga leta s strokovnjaki, verjetno strokovno pomočjo in je že dokazano, da nimajo v možganih neke povezave, tako da oni tega ne razumejo, o čem mi govorimo. Babi kuha, jaz se bom pa s tabo močno strinjal. To je ta dušna komponenta, sem jaz to poimenoval. In amputacija, torej oni so dušno amputirani, duše nimajo, ampak protetika za dušo pa ne obstaja. Torej, če ti odtrga nogo, se da narediti leseno nogo, se da narediti bergle, ovo. Če duše nimaš, jo ne moreš narediti, ker si jo prodal, ker ti je uničena, sežgana, požrta. In oni te komponente nimajo in marsičesa oni nikoli ne bodo razumeli, nič ni s tem narobe, pa vendarle ne moramo jih prisiliti, da oni nas spoštujejo. Vse, kar lahko naredimo mi, je to, da v bistvu ne dovolimo nespoštovanja. To pa ja, v njih je doma nespoštovanje, mržnja, sovraštvo, ljubosumje, zavidajo nam to, da mi imamo to dušno komponento, oni pa pač ne. In to še ne pomeni, da nas lahko z nami delajo k svinja z mehom. A ne, to pa res ne. In je čist možno res, da neke komponente nimajo. Tomi, dobro jutro, pozdravljen med nami, 4 minutke pred 8:30. Živjo, zdravo. Oma, praviš, če si imel narcisa za šefa, pa ti je sam Bog moral pomagati. Ja, Oma, zdaj pa ti meni povej, koliko procentov šefov je empatov? Le redki. V javnih ustanovah pa verjetno šef sploh ne moreš biti, če nimaš narcističnih teženj, ker tam je treba, da se kolje, da se reže po najbolj nečloveških nivojih, torej deložirati nekoga, ki je dolgoval 100 evrov, milijone evrov Jankovičem pa odpustiti. To empat ne more narediti. Ni šanse. Ne more empat biti na mestu, pa sodniki bi mogli biti tudi vsi empati, pa kako je zdaj so se izkazali, da tudi sodniki niso empatični, ja ne, da ne. Verjetno ne, kajti če bi bili empatični, bi delali za pravico. Pa tega zelo malo vidimo, kdorkoli je imel dogodke na sodiščih, sam ve, da sodniki vedno potegnejo z narcisom in v bistvu je vedno vsega kriv narcis, kaj je pa ne, da je vsega vedno kriv empat, narcis pa je oproščeno mu vse in vedno obrnejo tako, da je v dobro narcizma. Sistem je narcizem vzgajal, podpiral, toleriral, pravzaprav je ustvarjal narcizem in cajt je, da to prepoznamo na big scale, to ni zdaj v Sloveniji od včeraj, to je po celem svetu tisočletja, to je tisti sovražnik, ki izhaja iz modre, hladnokrvne smeri, ne? Modre krvi, hladnokrvnost, brezobraznost, nespoštovanje človeško in tako. Oni so se pač, narcis je tukaj zato, da frderba empata. Empat pa je tukaj definiran kot človek z dušno komponento, spoštovanjem za jebancijo, dobro voljo, razumevanjem, mega znanjem, dostopom do akaše,
in z genetiko in vsemi možnimi strupi so na nas vplivali tudi na nivoju DNK-ja in čas je, da se te naše dvovijačnice spojijo na vseh 12 mestih, ogromno tega je bilo preščipnen in genetika je nekaj, s čemer so se ful igrali. Evo, Cegi, hvala lepa za šerčka. To mi pa dodajaš, tudi med policaji še nisem spoznal nobenih empatov, še najmanj pa med komanderji. Ja, mogoče se med samimi policaji še najde kakšen, ne? Ampak nekako nam niso dokazali nič tega v času znotraj korone, ni noben rekel, da je kdo kaj kakšno ustavo kršil, komanderji pa zagotovo niso empati. In to v bistvu smo jim bili mi na tarči, to jaz vem iz prve kože, iz prve osebe jednine, da so me imeli na tarči leta in leta. Ne. Zdaj pa je jim tarča malo pokazala drugo plat in hunters became hunted in migracija je nam omogoča, da vidimo stvari boljše, bolj natančno, bolj široko. In ne morajo nam ubežati, pa naj se borijo, kukrčijo, naj bežijo, kamrčijo. Dragi moji, 8:30 je ura in čas je prišel za eno prekratko pauzo in svežo kavo, ki si jo bo skuhal Matej na tej strani, vi pa upam, da jo že imate. Dobro jutro vsem, ki ste prišli v kratkem med nas. Dobrodošli in dobro jutro, prekratka pauza in še vrnem nazaj, ko bo kava kuhana. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I've got in mind. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Darling, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never had a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's nobody, you ever loved nobody that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Darling, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never had a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ste se kdaj počutili preobremenjene zaradi zahtev drugih? Pa se pogovorimo o mejah.
Postavljanje meja ni sebično, bistveno je. Ste že kdaj rekli ja, ko ste želeli reči ne? Ja, jaz tudi. To se občuti precej izčrpljajoče. Življenje postane kaotično, ljudje vlečejo našo energijo, vendar ne pozabite, da je v redu, če zaščitimo svoj mir. Začnimo z majhnim. Ta teden poskusite eni stvari reči ne. V redu je, da daš prednost sebi. Meje kažejo, da se cenite. Učijo druge, kako naj ravnajo z vami. Se počutite krivega? Ja, to je normalno, vendar si zaslužite spoštovanje in prostor. Ne pozabite, vaše potrebe so pomembne. Postavite jasne meje in opazujte, kako se vaše življenje spreminja na bolje. Don't complain about the pain.